Torej, dober dan in dobrodošli na turističnem forumu, ki poteka v organizaciji Društva turističnih novinarjev Slovenije. Gre za srečanja, na katerih skušamo v ospredje postaviti tematike, ki se na terenu kažejo kot izzivi, tako za turistične delavce, kot tudi za nas, goste. Med nami tako danes z velikim veseljem pozdravljam Patricijo Furlan iz Ošterije Branik, ki je pred 2 leti prevzela vodenje sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Dober dan. Dober dan. Našemu vabilu pa se je odzval tudi Oštir v pravem pomenu besede. Srečko oziroma Srečo Kunst iz družinske gostilne Kunst. Dobrodošli. Hvala lepa. Dobrodošlica torej obema in hvala, ker ste se odzvala našemu povabilu. Za začetek povejte, v kako dinamičnem času leta smo vaju ujeli. Patricija. Ja, čeprav smo na začetku leta, je januar, februar sta kar nam ušla, glede na to, da so te zimski meseci bolj mrtvi. Letos ni bilo tako. Je bilo kar veliko gostov, veliko dogodkov. Mi na Goriškem smo imeli ta savkanski rehut. Najdražjo solato na svetu. Ja. In tako da smo zelo veseli, ker smo polni gostilne prav na račun tega sukenski rehut. Sukenski regut, ne? Precizna izgovorjava, so menda zelo natančni v tistem koncu. Tako da, glede na to, jaz pravim, da bo letos dobra sezona. Upam, da bomo tudi imeli dovolj moči in delavcev, da bomo mi ta tempo zdržali in upam, da bo po celi Sloveniji tako. No. Tako. Srečo, za turizem se pregovorno reče, da sta november in februar tako imenovana mrtva meseca, a se to pozna tudi v gostinstvu? Na vsak način sta bolj mrtva, ampak te aktivnosti iz decembra prehajajo že nekako v konec novembra. November je tudi eden od največjih slovenskih praznikov, martinovanja. Tako da mi tega nekega hudega zastoja v delu nismo občutili novembra. Februar mogoče malo, ampak glede na to, da smo pa na področju Krškega trenutno, se tu kar vedno nekaj dogaja in je dosti poslovnih gostov, tako da en od segmentov je pa verjetno tudi to, en od vzrokov v bistvu je pa verjetno tudi to, da je vedno manj gostiln. No, tako, pa smo pri bistvu današnjega foruma. Torej, današnji forum smo organizirali v luči trenda, ki ga na terenu opažamo zadnje desetletje. Da iz zemljevida dobrojedcev vse bolj izginjajo tradicionalne domače gostilne, ki so veljale za temelj slovenske kulinarike. Po koroni so številni družinski gostinci zaprli svoje vrata, nekateri so spremenili urnik obratovanja in začeli svoje krožnike podrejati visoki gastronomiji. Razumemo, da gostinstvo ni samo mizica pogrni se. Toda občutek s terena je, da je vse manj ponudbe za tiste, ki ne iščejo zgolj restavracij s prestižnimi nazivi, ampak preproste lokacije z nič manj iskrenimi obroki po sprejemljivih cenah. Tudi tujci, ki pridejo k nam, ne morejo jesti samo v vrhunskih restauracijah in zato morajo tradicionalne gostilne ostati temelj naše kulinarike. To je nekako apel današnjega srečanja. Torej, kaj se na terenu dogaja z domačimi gostilnami? Kakšno stanje beleži teren? Srečo, mogoče začnimo kar z vami. V bistvu rabimo resen refresh vsega skupaj v domačih gostilnah. Nekako smo bili v Sloveniji, pa na našem področju, kot gostje malo razvajani. Gostilne so bile odprte od 7 zjutraj do 10 zvečer. Kdaj smo prišli v gostilno, smo lahko dobili jesti. In to v bistvu ne zdrži več. Razvajeni smo bili. Razvajani zaradi tega, ker gledajte, in Avstrija in Italija so gostinci si znali ohraniti neki red. In se je vedelo, kdaj se je kosilo, kdaj se je večerja. Malic kot takih niso niti tako poznali. Danes, če pogledamo to, kar se od malic dela, so že kar mala kosila. Cena še pa vedno nekje malice. In tu potem premalo ostane za razvoj. Mi porabimo
proste ure oziroma mrtev hod, sami porabimo svoj denar, namesto da bi ga usmerjali v razmišljanje, kako naprej in v razvoj naših lokalov. In tu moramo gostinci na nek način prevzeti tudi del krivde, da je situacija takšna, kakršna je. Mladi gostinci mogoče se že tega bolj zavedajo, imajo večjih red in tudi ali mi stari, ali bomo nehali, ali bomo pa morali tem stvarem prilagoditi in res racionalno izkoristiti tisti čas, ko delamo za naše goste. O mladih gostincih malce kasneje. Patricija, s kakšnimi izzivi se torej tudi vi kot lastnica družinske, tradicionalne gostilne srečujete v praksi na terenu v tem trenutku? Ja, če govorim za našo hišo, mi smo 45 let, tak tempo, tako kot zdaj dela, nikoli se ni delal tako intenzivno. Moji starši, ko so začeli, je bilo to vse manj gostov, tako so delali cele dneve, ampak so si lahko vzeli, recimo 2 dni smo imeli na teden zaprto gostilno, 1 mesec poleti, 3 tedne po zimi, zdaj kaj takega si ne moreš več privoščiti. Je pa res, ne, na 10 km od nas je Italija, so imeli drugačen tempo, ne, še vedno družinske gostilne, ampak so delali od 12 do 3 in potem zvečer, ne. Mi smo v bistvu cel dan, ne, ampak mi smo navajeni, naša družina, to je način življenja, to ni poklic, ne. Zdaj delavci pa tako ne bojo delali, ne. Delavci pri nas recimo so 2 smeni, samo tako, ko je rekel Srečko, tiste popoldanske ure, ki so mrtve ure, jih ga moraš plačati. V bistvu mi smo se organizirali tako, da delamo domače testenine, peciva, ne da nimajo kaj delati. Samo hočem reči, da tu je počasi postaja predrago, ne. Tujina je to, Italijani pravijo, da kje smo mi, da kje imamo mi matematiko Italijani, ne, da če znamo računati, koliko delavc stane in dejansko, ko potegneš ti črto, vidiš, da tisti njok bi mogel stati 15 € porcija, ne 8-9, ne. Tako, če hočeš, samo pač mi imamo srečo, je naša gostilna, ni najemnin, je razlika. Tisti, ki pa imajo najemnine, jaz verjamem, da ne, in zato se tudi zapirajo gostilne, ker ne preneso, ali pa da imaš ti zaposlene vse delavce, da nimaš svojih ljudi, na podeželju to sploh ne prenese, ne. Srečko, zakaj so se domače gostilne v nekem trenutku s svojimi krožniki in ponudbo začele tako podrejati ponudbi, ki jo imajo družinske, ki jo imajo visoke restauracije? Ki jo imajo restauracije za visoko ponudbo. Zakaj ta nesamozavest v ponudbi lokalnega? Verjetno ne sme biti zdaj malo žleč, zaradi novinarjev. Pa bote, saj smo sami domači. Ne dobesedno, ampak gledajte, kak poudarka smo mi dali domači gostilni. Kakrat ste napisali, tam je pa odličen golaž. Kakrat smo napisali, tam je pa odlične vampe, segedinar, krvavice. Vsi smo pisali, vsi smo poudarjali to visoko kulinariko, izpostavljali fine dining, država plačevala ocenjevalce za to, da smo spravili to kulinariko na višji nivo. Kar je prav, to je za vse nas dobro. Jaz se s tem strinjam, ampak absolutno. Ampak po drugi strani smo pa na svojo avtohtonost pozabili. Tu pa ni bilo dobenih takih, bi rekel, medijske podpore, da bi govorili o naši domači gostilni. In tudi mladi ljudje so pač, se jim fajn zdi penice, pa take, pa onake in tudi način prehranjevanja je danes drugačen, kot je bil včasih. Tudi dosti ljudi manj fizično dela, kot je delalo včasih. In včasih je taka hrana morala biti močna, zato ker so ljudje fizično delali. Danes dosti manj ljudi rabi tako
močno hrano za fizične delavce, ampak mi pa nismo mogoče znali v pravi smeri narediti takih krožnikov, ki bi bili primerni, ampak še vedno avtohtoni, še vedno slovenski. In še vedno primerni za, recimo, podeželsko, tradicionalno domačo gostilno, z vsem spoštovanjem. Tako. Imamo odličnih primerov, dosti teh gostiln, ki so sledili tem trendom in moram reči, so odlični, ampak se pravim, po drugi strani je tudi zakonodaja. Jaz sem imel gostilno od 84. leta. Moji starši od 66. Milijon stvari se je spremenilo. Od administrativnih ovir, birokratskih ovir, do večjih finančnih zahtevkov, od nekih SASOF-ov, IPF-ov, ne vem česa vse, kar se je nalagalo na pleča gostincu. Mi smo opozarjali na te stvari, da to bo enkrat ne bomo mogli več tega prenašati. Mi moramo skrbeti za druge stvari, za razvoj, za gledanje naprej, ne pa filati pač nekih blagajn. In moram reči, težki časi, s tem, da sem jaz trenutno prepričan, da ga ni v Sloveniji človeka, ki bi danes za gostovostjo vedel, katerim predpisom vse je gostilničar, katere vse predpise gostilničar dolžan spoštovati. Birokracija nas torej vedno bolj ubija. Ne smemo jamrati, nismo sami v tem. Kjerkoli pogledamo, kjerkoli poklic, vse posod je birokracija. Lahko pa gledamo še malo okrog, vse Evropa je ena velika birokracija. Tako da ne moremo iskati krivca samo pri nas, ne moremo iskati krivca samo pri sebi, ampak cela družba se je zapeljala v neko tako malo čudno smer. Patricija, vaše mnenje? Svetovno javnost smo opozorili, da smo gastronomska destinacija, da smo destinacija za dobrojedce. Hkrati se pa na terenu ustvarila ena velika luknja dobre ponudbe za vsak dan. Ne? In kot sem rekla že v uvodu, tudi gostje ne morejo vsak dan jesti v restauraciji z Mišlenovo zvezdico ali pa z nazivom Gourmillon. Kaj storiti v obrambo teh gostiln, da jih ne bomo zgubljali? Te gostilne so vendarle naše nacionalno bogatstvo. To je naša identiteta, ne? Tudi gostilne so umetnost, ne glede na, se apliciram na dvoletno tematiko slovenskega turizma. Ne? Ja, seveda. Tujci ima, vsa gost, že sam, ko potuješ, iščeš tisto identiteto pokrajine, dežele in tako. In tudi tujci, ko pridejo, dosti jih vprašajo, kaj vi jeste? Kakšne so vaše kosila? In oni to hočejo probati in za nek normalen denar. Ne? Ok, zakaj ste se potem v nekem momentu začeli prilagajati in postajati podobni restauracijam z visoko gastronomijo? Zakaj niste ostali zvesti iskreni hrani nekega lokalnega okolja? Mi smo ostali, zato ker pač moja mama in tata sta bila malo trmasta in nista hotela slediti tem, ker so rekli, mi smo na vasi in mi, če hoče gospoda priti jesti, ne pride jesti našo hrano. Pač to so zmeraj hoteli jesti in domače sestavine in tako, da to lokalno, kar se zdaj spodbuja, smo mi že od zmeraj 50 let, ne, to ni nič kaj novega, ne, zdaj se pač malo bolj spodbuja, kar je prav, tudi mi kot naša sekcija pri zbornici to spodbujamo, smo tudi malo pri zakonodaji pomagali, da imamo lahko nekaj svojih lastnih proizvodov, ker pred leti, če si imel domačo marmelado, smo mogli skrivati, ne, in domače testenine si jih sploh nisi smel delati. Tu moramo mi biti na to ponosni, kar imamo, kar znamo delati, kar se lahko z malo, da je poceni sestavina in da se dobro zasluži, da ne moreš ti tudi vsaki dan. Prav sem bila na enem predavanju v sosednji Italiji, so rekli, da tako, ko se je prehranjevalo pri nas zdaj zadnjih 20 let vsak dan, če ni bilo, Italijani rečejo bišteka, ne, da ni kosilo. Ma ni res, ne.
Zdaj se spet vračamo, ne, na zelenjavo, na ta lažjo prehrano mediteransko in je tudi cenejša. In ker reče, ja, ne moreš narediti krožnika za 20 € ali pa kosila za 20 €. Seveda ga lahko narediš, ne. Se ni treba, da je tudi 20 dek mesa, lahko je 10 dek mesa. Je pa apel vas gostincev tudi potem, kar je Srečko prej omenil, po večji promociji, tudi medijski prepoznavnosti tradicionalnih gostincev. Ja, da si ponosen, da lahko narediš dobro joto, da lahko narediš dobre njoke in da gost, ki pride, da ne spraša po pencah in po unem, ne. Sej tiste hostilne morajo biti, kad določen segment turistov, gostov privabijo na destinacijo. Jaz vidim Gorica, ki imamo in Zemono in imamo Dam in Uno, oni pridejo tudi za 3-4 dni, ma grejo en večer na tako večerjo, ne. Ostale 2-3 se prehranjujejo pri nas, ne, pri preprostih gostilnah ali pa kolesari, ki imamo dosti teh kolesarjev. Kolesar ne bo šel za 100 € jaz kosila, ne, bo prišel na solato, na njoke, na joto, na... Ni tragedije, če se zapre kakšna od najboljših restauracij z visoko gastronomijo, saj si v njih povprečen dobrojedec zaradi visokih cen lahko privošči jesti samo enkrat ali dvakrat na leto. Tragedija je, ko se zapre gostilna, v kateri si želimo jesti vsak dan. Tako je zapisal Uroš Mencinger. Kakšno kulturno dediščino izgubljamo s takšnim zaprtjem gostiln? Namreč, domače gostilne so kulturna dediščina. Srečko. Se zelo strinjam s tem, ampak tako sem prej, cel razvoj je prinesel neke drugačne zadeve. Včasih je ta gostilna vaška bila srce kraja. Spovednica. Tako je. Gostilna je prostor, ki človeka spremlja od rojstva do smrti. Od žurk za obrojstvo otrok do rojstnih dnevov do sedmin. To mi je taka... Ja, je res, ampak to so dogodki, ki se zgodijo. Ampak tudi v vsakodnevnem življenju je gostilna včasih bila pomembna za življenje. To je bil medij. Danes imamo medijev preveč, na nek način. Ne rabiš več informacij. Včasih si šel v nedeljo k maši, pa v gostilno, pa si nekaj novega zvedel. Danes tega ne rabimo več. Danes, če si šel večer, so se možakarji dobili v gostilni, zato da so nekaj izvedli, so zjutraj prišli na kavo, kaj novega. Se pravi, to funkcijo je gostilna zgubila. In tu ne moremo mi nič. Mi se lahko na trpalnice postavimo, ker nazaj poti v tem smislu ni. Kaj pa lahko v tem trenutku naredimo? Vsi skupaj, jaz verjamem to, jaz nekako koordiniram sedaj pri teh gostilni Slovenija, ki je bil projekt izpred 12 let. Nažalost ga nismo najboljše peljali, nažalost je prišla korona in je vse skupaj zamrlo, ampak jaz še verjamem v to zgodbo, da je gostilna lahko ena dobra, prepoznavna in marketinško uspešna zadeva za Slovenijo. Kaj ste narobe naredili v preteklosti, da se projekt Gostilna Slovenija ni obnesel tako, kot ste pričakovali? Nismo znali zagotoviti sredstev za aktivno promocijo, ja, za človeka, ki bi skrbel in bdel na tem. Mi moramo vedeti, gostilne kot take so dosti specifične, veste, oni niso mogoče toliko vključeni, pa toliko vsakodnevno vključeni v sam proces proizvodnje, kot je ena vaška gostilna, ki vsi delajo, še stara mama solato trebi, ali pa je treba v tem smislu. In oni ne morejo toliko narediti na promocije, mi ne smemo dovoliti, da bi te ljudje promovirali Slovenijo. Ti morajo imeti dobre gostilne, mi pa moramo najti način, kako spromovirati te gostilne. In ne more biti obremenitev na teh ljudeh, ki tako že cel dan delajo. Ne? In jaz vem, ko smo probali zorganizirati neke stvari, eni se ne morejo vključiti. Nikakor, zaradi tega, ker jih je premalo. Ker nimajo se na vsadi 10 zaposlenih, pa 2 pošle na nek dogodek. Ne, veliko takih gostiln je, ko točno veš, kje bo kdo stal, ko prideš in kaj bo kdo naredil. Zato je to malo specifično. Mogoče smo si mi takrat malo prelahko
zamisli, da bojo pač oni hodili na te dogodke, da bomo promovirali ta segment gostinstva. Nažalost ne, potem pa še korona, premalo sredstev smo namenili v to. Okay, In ocenjevanj ni bilo takih gostiln. Se ni doben govor veliko o tem. Kaj boste zdaj naredili za to, da boste povrnili ugled znamki Gostilna Slovenija? In da se bo mogoče tudi preko tega projekta ugled teh podeželskih tradicionalnih gostiln dvignil? Zagotovili bomo nekako sredstva preko strateških partnerjev, preko Ministrstva za gospodarstvo, preko obrtne zbornice, preko članarine vseh teh deležnikov, in dobili koordinatorja, ki bo skrbel za socialne omrežja, za promocijo, za dogodke, ki bojo nastajali ali v okviru skupine ali pa v okviru posameznika glede Gostilne Slovenije. Ne? In prepričan sem, da bomo zajeli nek medijski prostor, ki jim bo to zanimivo, in ko se začne o tem govoriti, ko začnemo vsi govoriti, mogoče tudi dobro o tem, pa pohvalno, pa razumeti celo zadevo, sem jaz prepričan, da bo Gostilna Slovenija kot projekt znova zaživel. No. Z veliko nežnostjo obravnavamo te podeželske gostilne, ker nam je mar za njih. Ne? Hvala. Ker imajo to dragoceno socialno funkcijo, za katero mi kot turistični novinarji ne želimo, da se zgubi ta analogna vez. Turizem smo namreč ljudje, še posebej v gostilni. Še posebej v gostinstvu. Tako. Patricija, torej, strani obrtne zbornice, kaj boste storili v obrambo teh gostiln na terenu? Ne? Namreč med prioritetne cilje ste na prvo mesto izpostavili tudi prizadevanja za zagotovitev kadra, ki ga še posebej po covidu v gostinstvu kronično primanjkuje in še vedno se ne kaže svetla luč na koncu tunela. Ja, jaz sem že od 20 let se borim za to naše podeželje, ker je res, ljudje, ko pridejo na deželo, se komaj zavedajo, kakšno kvaliteto življenja imamo mi. Ne? In ta kulinarika, bodisi vipavska, štajerska, gorenjska, to smo butik, kulinarični butik je, ne? Na tako majhnem prostoru toliko različnih kuhanj in to je treba res vzdrževati, negovati. Zdaj, zadnja leta tudi šole imajo malo več posluha, tudi so v svoje učne načrte vključile te tradicionalne jedi. Vsa ta tekmovanja, ki se organizirajo na teh gostinskih zborih, so tudi pripomogli. Vse te kuharske oddaje, Mali šef, to je blazno dvignil ugled. Zdaj, samo te ljudi še privabiti, da ostanejo, to bomo pa edino z načinom poslovanja, z dobrimi plačami, dobrimi pogoji, da bojo te mladi začutili to pripadnost. Ne? No, bom tako vprašala. Podjetniki pogosto reče, da plača ni edina motivacija, da nekoga obdržiš na nekem delovnem mestu. Torej, je v gostinskem sektorju plača res edina motivacija, kako obdržati delavce? Namreč danes za številne kuharje ali pa tudi natakarje že težko rečemo, da so slabo plačani, ne? Vsaj v segmentu vrhunske kulinarike. Ne, se plače niso bile nikoli tako slabe, vsaj v privat sektorju. Če si hotel imeti dober kader, si ga vedno mogel plačati. To sploh problem so bili večji te hoteli in tam so bile res nizke. Problem je prosti čas, ne? Zdaj vsakega, ki zaposliš, namesto mu ti daš pogoj, kako bo delal, ne? Ti delavec da pogoj. Ti delavec da pogoj, pol če prijeste nekje na sredini, je v redu, če ne pa... Ste vi v bistvu kot nekdo, ki nudi delo v podrejenem položaju? Ja, v tem primeru, ne? Ja, tudi zdaj delavci niso več tako, se mi v bistvu moramo bati delavcev, ne? In jim nuditi vse. In gladiti v smeri dlake. Vse.
Srečo, kako razumete potezo predvsem mlajših gostincev, ki so popolnoma spremenili urnik odprtja svojih gostiln, tudi v luči tega, da več časa preživijo svojo družino oziroma da imajo tudi več prostega časa, kot je omenila Patricija. Spreminja se torej način dojemanja, razumevanja gostincev in gostilne kot take, vašega načina življenja, ne? Tako, jaz moram reči, da globoko spoštujem in mislim, da to je edina pot, ki bo obdržala kvalitetne gostilne pri življenju. Ker drugače moramo posegati v neke druge materialne, veste, moramo, če imamo gostilno cel dan odprto, tako sem prej rekel, moramo slabše meso nabaviti, moramo slabšo surovino dati zaradi tega. Boljše je, da se prilagodi delovni čas, Zahod je to imel vedno in jaz to, moram reči, zelo pozdravljam. Je pa to en, moram reči, čudovit poklic. Toliko enih ljudi spoznaš, do tolikih ljudi imaš neposreden stik, s tolikimi ljudmi komuniciraš. Konec koncev se pogovarjaš s 30, 40 ljudmi in se pogovarjaš s tistimi, ki želiš, ker lahko rečeš malo, da nimaš časa, pa moraš ti nekaj druga delati. Ampak tako je. Jaz mislim, da je poklic v redu, da so vse vedno je bilo tako, ko so te mladi hteli. Tudi zdaj se bo tako zgodilo. Vse to je normalno. To je nek normalen ciklus, nek normalen razvoj in tako mora biti. Mi se mogoče nismo znali prav postaviti za sebe, nismo znali to prenesti in pač smo delali, je rekel, svetek je petek. Svetek je petek, ja. In to bo tudi v prihodnje drugače, ne? Sigurno. Sem prepričan. A je samoumevno, da se ti oštir usede za mizo in kramlja s tabo, če primerjam s tujino? Ne vem, meni je to bilo, mogoče ni bilo to najboljše, ampak bi rekel drugače, pa so ljudje to vzeli zelo dobro. Seveda pa treba imeti tu en občutek, da se ne zasediš, pa da nisi občutek za ljudi, kakor za vse stvari na tem svetu. Za vas tudi enako vprašanje kot za Patricijo. Je plača res edina motivacija, s katero obdržati delovno silo tudi v podeželskih gostilnah? Ne, nikakor ne. Mislim, da ni plača edina. Tako je Patricija rekla, plače v zasebnem sektorju niso bile, po mojem, nikoli največji problem od tega, da so gostinski delavci zapuščali poklic, ampak so bile delovni pogoji, sobote, nedelje, prazniki, pozno v noč in tako pač je. In generalno pomanjkanje delovne sile. Ste prva že zaposlili Filipince, Nepalce, Indijce? Ne, nismo. Moram pa reči, da smo pa bi rekel, iz tega bazena balkanskega pa imamo zaposlenih delavcev. Jaz mislim, da še ne razmišljamo o tem, no, ker je, jaz se ne predstavljam pravzaprav gostilne Slovenije ali pa avtohtone gostilne z temi ljudmi, ki prihajajo iz čist drugega kulturnega področja. Ne razumejo nekih stvari, ne moreš jih naučiti. To se mi zdi s tem, da ti, ki prihajajo sem, imajo tudi malo omejeno eno nalogo dela naenkrat. Ne dela 3-4 stvari istočasno. In so na nek način izredno dobri kuharji, ampak tam, kjer se stvari šibajo. Tu pa mislim, da ne in da je to prevelik kulturni neki razkorak med nami, da bi mi to zaposlovali. Ampak ne vem. Patricija, na vašem koncu se na terenu pogreša tudi preohlapno in šibko povezovanje gostincev, tako slovenske kot italijanske strani. Kupna moč Italijanov se ohlaja, potrebna je injekcija nove, premišljene promocije in seveda nujna poteza povezovanja. Predvsem s severom Italije, ne ste omenili na enem zadnjem srečanju. Ja. Kaj v zvezi s tem delate v praksi? Ja, na našem goriškem koncu imamo zdaj... V mislih sem imela tudi Kras v tem trenutku. Ne? Ja. Krašovci zelo slabo povezovanje gostinstva na terenu, sploh z italijansko stranjo. Ja, zato ker pa niso rabili, ne? Toliko let niso rabili,
10 do 15 let nazaj tega niso rabili, ker so Italijani drli gor, ne, ker smo bili mi z nižjimi cenami mesa, gostilne so bile še enkrat cenejše kot pri njih, benzin so prišli, ni bilo te potrebe. In zdaj kar naenkrat ti ne moreš vzpostaviti tega povezovanja, ne. Mi na goriškem koncu smo bili malo več, ker smo pač bližji, ne, in je Gorica, Nova Gorica malo bolj povezana, tudi imamo neke skupne projekte, tako da je, se pa res so hmalo že cenejše gostilne na oni strani, ne. Na italijanski strani, ne. Ja. In zdaj tako, ko smo se pogovarjali, oni imajo nabavne cene in nižji davek, vse. Vse, od pijače, vse. Vi na terenu pogrešate, ne na terenu, v bistvu pogrešate več sodelovanja z Ministrstvom za kmetijstvo, ne, da bi vam nekako prišlo naproti, kar se tiče zakonodaje, ne, in tudi z Direktoratom za turizem. Ja, to sem že jim navezala tudi ene stike, tako da mi v bistvu imamo predrago hrano in zato že uvozna surovina je v gostilnost, tudi sami veste, kaj greste v trgovine, kakšne so cene, ne. Zdaj že v Italiji je že vse cenejše in oni spodbujajo te lokalno domače in to, recimo tisto, kar se pridela v tisti regiji, je samo 4% obdavčeno, ne. Ostalo je 9, pri nas je vse skoraj 22 že, ne. Ampak je kljub temu domača gostilna lahko dober posel? Seveda je. Kar je doma, je najcenejše. Tako je. Ja, tudi, kar prodate na Brjači, kakor pa vas pravite, ne, je najcenejše. In tudi najbolj ugodno za vas. Moji otroci rečejo, smo doma, smo tle, je poceni, je način življenja, mislim, sem vesela, da so se tako odločili. Mladi morajo tu začutiti, ne, tu kvaliteto življenja na podeželju, delati to, kar smo jim mi prenesli, jaz od mojih staršev in jaz njim naprej, in tu je bogastvo, ne. Kako drugačna bo vaša družinska gostilna potem, ko jo bodo prevzeli vaši otroci z nekimi drugimi vrednotami v nekem drugem času, v krasnem novem svetu? Oni pravijo, da bojo še vedno delali, samo ne toliko ur, kot delam jaz. To je to. Otroštvo gostilniških otrok je tudi zelo specifično, ne? Ja. Srečko, kakšno hrano ne ponujati v domačih gostilnah? Draga Bulca imamo v dvorani, velikega in znanega ljubitelja pic, burekov in podobno. To je bila grda šala. Burgerjev, ja. Glejte, na vsak način, mi imamo v Sloveniji eno piramido prehrambeno, ki je ena lepa osnova ali pa svetopismo za to, kar moramo v lokalu ponujati. Na vsak način se ne sme podilaziti publiki. Kakorkoli je gost kralj, ne smeš ponudbe prilagajati trendom. Podpiram. Konzervativno gledanje, ampak zaradi tega, ker potem zgubi svojo identiteto. Če bi jaz takrat, ko sem začel z gostilno, so bile ful moderne pice, dal pico noter, kaj bi dal, pol bi dal, ne vem, burger, pol bi imel kebab ali hot dog, mislim, po čem bi ljudje vedeli, kdo sem, kaj sem. Jaz sem imel na nek način srečo zaradi tega, ker so Terme Olimia, takrat atomske toplice, prihajali gostje in je bilo neko povpraševanje za to hrano, ne. In kaj pa pri vas, zakaj pa pri vas značilnega? In potem sem jaz skozi to videl, da to ljudje želijo jesti. Moram reči, domači vaščani, ja pa kaj bo on pri meni zelje s fižolom jedel, če ga doma je vsak dan, pa ne veš, što si ga v gostilni kupiti. Ni šanse. Krvavice, on ima boljšo, kot smo jo mi naredili, seveda, on tu zna boljše kot mi. Pečenizma ni ta dobra, mislim, tak je, ne moreš, in to je problem teh gostiln. Domače krajinske tak ne moreš spraviti noter, zato ker je to znanstvena fantastika, ne, razen če res greš čisto sam delati, ne. Zakonodaja nas je kar oddaljila od teh produktov sredi vasi, ne. Jaz ne smem od soseda vzeti
20 piščancev, bog ne daj, ker bi se zastrupil pol Slovenije. Mislim, to so problemi teh malih gostiln. Domači ljudje te avtohtone hrane ne želijo konzumirati, ker jim je to preblizu in preveč vsakdanje. Zato marsikatera gostilna je šla v to smer, da je pa nekaj tu prilagodila, zato ker tujcev pa gostov, ki pa prihajajo na taka odročna, jih je pa premalo. Ne? In to je tako malo iger brez granic, bi rekel. Ne? Ni lahko. Enkrat, ko prideš na neki nivo, ko zveš širše okolje, ko se pripeljajo 40-50 kilometrov do tebi, ko imaš zraven nek center, tako kot Terme Olimije, ko smo ga mi imeli v Bistrici obsotle, ko je na drugi strani Zagreb, ko se Zagreb, potem je to čudovito delo. Potem si ti lahko samo svoje, ampak do tega treba priditi. Treba priditi do svoje identitete, ki pa ji ne moreš z nekimi modernimi, oziroma z hrano, ki je takrat moderna. Ne? Jaz ne morem prodati nekaj, kar imajo v Zagrebu 100 stvari. Prodali smo jim pa kopuna, ki ga ni imel doben v Zagrebu. Ne? A menite torej, da je ta avtohtona lokalna hrana, ta iskrena hrana, jedi, ki so na določenem območju kuhale, še vedno premalo izkoriščena? Odvisno od lokacije. Tako sem vam rekel, na podeželju ne bojo jedli domačini. In ti moraš neko stvar malo pošminkati, malo narediti. Zato, da imaš tudi ta segment, da ti tudi ta pusti, ne vem, 20% pri tebi v gostilni. Zato, ker če jih nimaš, teh 20% jih nimaš. In potem gosti rešujejo. ja, ne, in to je, mislim, ni čist tak, da bi rekel, zdaj pa tak je, pa je vse povsod tak. To je od lokala do lokala, od kraja do kraja, odvisno, kako se sprijeti s to avtohtono. Jaz vam povem, da res ni razen to, ko hodijo na malce, drugače pa ni doben pri nas jede zela s fižolom. Korejevca. Korejevca, manj, ja. Kaj, zdaj pa te prosim, pa to sem jaz celo življenje, kam jaz kolerabo jedo, pa ni govor. Mislim, Kaj pa kruhova potica, znamenita kozjanska, tudi ne? domači, moram reči, tu pa tam kdo za probo, drugače pa ne. Palačinke bi pa vsi jedli, pa smo jih ven vrgli. Ja, ne bi govoriti, kako sem jih slišal zaradi palačink. Zakaj ste pa palačinke vrgli ven? Zato, ker se tebi, če se ti sladice ne obračajo, niso dobre. In ko otrok vidi na kozjansko kruhovo potico, pa palačinke z nutelo, jih bo 95% jedli palačinke z nutelo. Meni bi potica ostala in je ne vem kako prodati in je lahko ne vržem z jedilnega lista, ampak ker sem želel biti avtohton, sem rejši vrgel palačinke ven. Odlično. Patricija, koliko se na vašem koncu prilagajate potrebam gostom? Koliko ste samozavestni v tem, kar sami predstavljate? Dobro. Mi smo v tisti gospodarski krizi zgradili krušno peč in sobe in smo začeli pice peči. To je bilo naš dodatek v naši tradicionalni hostilni, ampak zato, ker je ni bilo od Sežane do Nove Gorice, to je 45 km, niti ene dobre pizzerije. In zato smo mi se potem začeli še pice peči. Da bom ponovila vprašanje. Kakšno hrano ne ponujati v domači gostilni? Ne ponujemo. Ja. Ne, kakšno hrano ne ponujati v domači Ne gostilni? ponujati, ja, burgerje, to jaz sem kar alergična. Pice so še sprejemljive, burgerji pa... Ne, mislim, ja. Mislim, pri nas ne sme manjkati jota, ne sme manjkati ječmenka, ne sme njoko buhvar, da zmanjka, štruklov buhvar, da zmanjka. Te stvari, ne, to, kar je naše, dober pršut, šalam, sir, to buhvari. Srečko, katere so najšibkejše točke domačih gostiln v tem trenutku? Če gledamo celo Slovenijo, kje je najbolj v rdeče utripajo luči? Kadri, sam se mi zdi, da sem preveč splošen. Ker vsi danes jamarajo okrog kadra, ampak kadri so sigurno tisti, ki so pereči, nov način življenja na nek način, X generacija
je vprašanje, kako se bo odločala za en tak plemenit, ampak težek poklic. Ne. Birokratske ovire, administracija. Pa jaz vam povem, da na koncu že nisem več vedel, ali sem šel na administrativno šolo, pa zdaj administracijo moramo urejati, ali sem šel za kelnerje se učiti. Ampak tako sem že prej rekel, v vseh poklicih je isto. Zbirokratizirali smo vse, tu so ključni problemi. Gostov je in gosti pridejo in so hvaležni, da jih postrežemo. In ne moram reči, da ljudje ne razumejo. Pač moraš imeti neki svoj nivo, to mi delamo, to ne delamo in gotovo. Ne, ne vem, če je šel v McDonald's nekdo vprašal, če bi lahko dobil kopuna, ne, ali pa kozjansko kruho potico. Ja, pri meni je pa vsak tek nekdo vprašal, zakaj nimamo burgerjev, ne, pa zakaj nimamo, mislim, Se tudi vi vzgajate dobrojedce? Na vsak način, jaz pravim, da je ok, da gosti pridejo, da se moraš pač nekega nivoja držati, da te prepoznajo in ne vidim problema v tem. Seveda nam veliko časa vzamejo birokratizacija, ta, ki jo delamo, to je ogromno. Vsi ti prispevki, ki jih moramo plačevati, tudi to, ne? Mislim, prispevki, govorimo o nekih stvareh, ki so. Glejte, ko sem jaz bil mlad, že sosed nosil pomije, ne? Pa nam je konc leta prinesel za to 10 salam. Dobrih. Danes me v lokalu košta 120 do 150 evrov na mesec, zato da mi nekdo odpela pomije. Veste, kakšna je to razlika? Ne? In vse te kontrole, koliko časa mi uporabimo v gostilni za kontrole, za te stvari in normalno, da nam potem zmanjkuje časa za gosta, bi na nek način rekel. Kaj pa z odpadno hrano v gostilni? Kaj to spremeniti v bodoče? Ja, to je problem, sigurno, da je zdaj ta problem, to, kar se pomije, to ni odpadna hrana, v bistvu, ne, način, ampak to, kar ti ostaja, ampak to je racionalizacija in tega v gostilnah ni dosti. To ni, jaz ne vidim tu ključnega problema, bolj so verjetno problem trgovin, ki imajo narezane stvari, ki jim poteče rok in tega. To se pri nas, sploh v takih gostilniku, ko je en kuhar glavni in ko skrbi za to, to je včasih bila mama, ne? Ampak ona to vse ve, kje ima kaj, ne? In v teh malih lokalih odvržena hrana tako rekoč ni. Okay. Kako pa prepričati mlade, da se bodo odločili za službo ne v restauraciji z nekim nazivom, ampak v tradicionalni gostilni? Jaz bi prosil za vprašanje za $100,000, ne za milijon. V luči tega, da obranijo? Ne, sigurno, ampak to se začne verjetno v vrtcu. Vzgoja, vse te stvari in mislim, da je težko, mi bomo težko, ne soočamo se samo v Sloveniji, tako sem prej rekel, cela Evropa se sooča z tem trendom, da ljudje teh delovno intenzivnih pa nočejo več delati. Ne? In zboljšati pogoje, sigurno delovni čas je eden od ključnih stvari, ki se ljudje za njega odločajo. Jaz osebno, pa ne vem, če mladi glih bi to razumeli, ampak jaz bi to dal beneficirano delovno dobo. Poleg policistov še kuharji, natakarji, gostinci? Pa novinari, sploh turistični. Ne, meni se zdi vredno, ne. Glej, pa bi šel nekdo 3 leta prej penzijo, se ni treba 8 za 12 ali pa 10, ampak tudi težko si predstavlja natakarja pri 60, 62, da bo 8 ur delal kot črna žvina, ker je že tako premalo ljudi, ne. Kuharca s tistimi loncimi, kam bo delala sarota pri tej, in ne bi bilo slabo razmišljati o tem, mogoče bi pa nekoga nagovoril s tem, da bi se odločil za ta poklic zaradi benefikacije tudi. Zanimivo. Mislim, treba je
dati bombončke. Sporočila moramo dati mi kot gostinci, mi kot lastniki, sporočila mora dati država. Glejte, mi se mogoče niti ne zavedamo, kako je gostinstvo kot celota pomembno. Mi edini nimamo odbitnega DDV-ja. Naše tovarne, ki delajo, ki imajo socialni efekt, ki zaposlujejo ljudi, ampak mi od DDV-ja ne kasiramo nič. Mi prodamo viličarja, ne vem, nekam, ampak DDV-ja nimamo. Vse, kar mi prinesemo na mizo, imamo od 9 do 22% DDV. Ne? In mi tu moramo pričakovati od države na nek način neki bombonček, ki se mi zdi, da si ga zaslužimo. Tako, gledajte, mogoče pa preveč oško gledam, ali pa preveč iz svojega stališča, ampak na vsak način sporočila države, sporočila lastnikov bojo tista, da se bojo mladi ljudje odločali. Ko bo biti kelner seksi, bo pa dobro, ne? Pa dajmo napisati eventi, da so vsi kelneri seksi. Pomagate nam. Pa bomo verjetno nekaj naredili. Mora biti modno, zakaj smo mi, prej je bilo vprašanje, zakaj smo mi šli od Golaža do teh penic, pa ne vem, če so vse. Zato, ker je to bilo moderno. In vsi mi se želimo malo moderno obnašati in ponuditi. In potem si misliš, da si in. Ma ni res to. Itak se malo moramo biti. Ja. Ta žmoht mora biti. To pa je pomembno. Sem dober izraz uporabljam. Verjetno najboljše. Patricija, še vaše mnenje o bombončkih, o bonificiranem delovnem stažu, s čim vse nagovarjati mlade in tudi državo? Mogoče komentar na Srečo. Državo smo že začeli nagovarjati z Ministrstvom za gospodarstvo in ta direktorat, gospod Dobrovko Kalin, imamo že, kako bi mlade, tako ko je... Se zavzemate za bonificiran delovni staž? Jaz samo to bo šlo težko skozi, ker je pač zelo težko, no. To so že, ko je bil moj oče, je bil ta predlog 40 let nazaj, takrat, ko so imeli policaji in to, ampak ste videli, da to ni zdržalo. Trend je tudi v tujini in da bi z nekimi spodbudami, tako ko se spodbuja mlade kmete, mlade prevzemnike, da bi tudi mlade gostince z nekimi finančnimi spodbudami, nekimi boljšimi pogoji poslovanja, mogoče 1 leto, 2 leti, ko prevzame gostilno, da je oproščen prispevkov, mogoče še nižji DDV, kakšne finančne za nakup, injekcije za nakup kakšne gostinske opreme, take razne akcije. V Italiji so se že na deželi Folonija, Julijska krajina so že 5 milijonov evrov so letos namenili za te spodbude, za mlade prevzemnike turističnih kmetij in gostilen. Dobro. In nekatere gostilne bi morali tudi spomeniško zaščititi, ne? Ja, v bistvu, seveda. V Italiji je pogoj, da imaš status družinske gostilne iz roda v rod, obvezno toliko zaposlenih in pol imajo, tako ko imamo recimo nadomestilo stavbnega zemljišča, imaš toliko nižje prispevke. To na koncu leta je rekla, se na enega delavca pozna tudi do 20.000 evrov. Vam predajam besedo, imate kakšno vprašanje za naše goste? Gospod Sršen v zadnji vrsti, mogoče kakšno vaše razmišljanje? Dobrodošli. Hvala. Ja, tole je bilo kar večplastno govorjenje, ni bilo čist brezvezno. Mogoče bi sam popravil ene par izjav, recimo Srečo pravi, da je Gostilna Slovenija, projekt Gostilna Slovenija
zamrl zaradi COVID-a, kar absolutno ni res, ker se je projekt začel pred 12 leti in nekako ni šel pa skozi, zato ker tisti ljudje, ki so hodili v domače gostilne, so hodili tako ali tako, jih ni bilo treba posebej usmerjati, medtem ko mlajša populacija pa tega ni počela. Treba se pa vprašati, zakaj tega ni počela. Zato, ker njihove zvezde, zdaj bom spet operiral z enim imenom, ampak recimo Ana Roš, ni obujala starih receptur. Ona je obujala stare materijale za svojo kuhinjo in če bi ona dala na leto ven 1 do 2 recepta, ki bi temeljila na starih recepturah malo drugače, bi tudi stanje bilo precej drugačno. Ampak pač zvezde niso povsod dosegljive oziroma ni nekoga, ki bi to potegnil. Mogoče bo zdaj, ker naj bi Gostilno Slovenija prevzel Uroš Mencinger, bilo kaj drugače, ampak jaz to ne vem najbolj. Po drugi strani je pa treba pogledati in se zamisliti, zakaj recimo pri nas je toliko malo tradicionalnih gostiln, s tradicionalno hrano. Veste, jaz imam kontaktov z veliko ljudmi iz celega sveta, ki pridejo v Ljubljano. In pol je vprašanje, kam gremo mi lahko na eno tipično slovensko kosilo. Jaz se pri mili volji razen tegale v Stari Ljubljani, kaj je že? Sokol, ja, hvala lepa, se ne morem spomniti, ker v Ljubljani sami tega ni. Oziroma imaš recimo južno, ki jaha na prekmorskih jedeh, to je pa tudi vse. Zakaj tega več ni, ne vem. Jaz osebno, ali pa če koga pošljem, ga pošljem v Peranček, Mihalcu, ki je res odlična slovenska hrana. Drugega ni. Zakaj ni? Spet zato, ker hrana ni moderna, ker niso, ko bi rekel, ujeli trendovskih kuharjev, ki bi se s tem ukvarjali. Po drugi strani velik del, zakaj tega niso te silne kuharske oddaje. Tam delajo svašta, bi človek rekel. Ampak zelo malo pa pride ven, zelo malo je tipičnih slovenskih jedi, zelo malo je tega, da bi za sabo potegnili. Jaz hodim po oštarijah po celem svetu že 25 let, več kot 2000 sem jih oblezil. In vem, kako je, recimo v Franciji, greš na podeželje v eno oštarijo in tam natakarji pridejo ven z blokci in ti naročiš, ne vem, eno tako juho, ene take, ne vem, rezance, pa eno tako glavno jed in ti bo rekel, ne gre. Pa jaz ti rečem, zakaj pa ne? Zato smo že vse prodali, ker imajo napisan, koliko porcij tega in tega in tega imajo in tisto, kar imajo, prodajo. Če ni več, ni več. Pri nas se mi dostikrat zgodi, da malo bo za počakati, rečemo, govejo juho, gejo, v kuhno spohajo hitro v vreli vodi eno kocko in dobiš neko brozgo, ki je kao goveja juha. Ne, besede nimamo, zmanjka, prodali bomo, vi ste tle, da vas ocorimo. To je ideja. Konec koncev, po drugi strani, ne vem, kako gledate, pri nas doma jemo zelo, zelo pestro. Včeraj sem naredil eno odlično rižoto z treviškim radičem, danes sem naredil kožarce s testanim krompirjem pa zelom. Tako da drugič bom pa delal kitajsko. Vse se da vse, ampak predvsem se morajo pa naši kuharji prilagoditi pa probati majčkeno eksperimentirati. Kdo je naredil testan fižol v ocvrtju? Ga ni, pa je fajn. Tomaž, hvala za repliko.
Drago Bulc, ste prosili? Redki so še take srečko, ki se večkrat srečava in moram reči, da tudi ta gostinska ali pa obrtna zbornica ne upravlja več te vloge, kot je takrat. Takrat se še na družbeni sektor in na zasebni sektor, zdaj je v bistvu praktično vse zasebno. Tako da ta problem ne vem, če bomo še rešili. Je pa res, recimo s Petrom smo več po Španiji hodila, pri nas so te porcije še prevelike ostale. Človek ne more tega več pojesti. Ne moreš pa dobiti recimo polovične porcije pa samo za naše male goste, tiste pa ene Dunajček, pa piščanči, pa ne vem, nekaj tazga. Sprav za upokojenci in otroke polovične porcije. Ja, ampak recimo tam še zmeraj familije delajo noter in vidiš, da recimo cene so polovično nižje, kot pri nas. Potem pri nas je problem vina. V vseh teh mediteranskih državah imajo hišno vino, vino di casa, vino di tavola in tako naprej. In to so vina, ki si jih lahko vsak recimo prvoš. Pri nas zdajle že v podeželskih gostilnah ti prinesejo botelko, ki je tam 30-40 evrov. Kdo si pa to prvošil, in vsi, da bodo Nobel zdaj hočejo biti. In vzgled so recimo samo te dobre, to je odlično povedano, Masterchef, pa vse to mladi gledajo, to ni nobena kuha normalna. Tam je v bistvu en šov ameriškega tipa, to našo lokalno kulinariko pa nihče več ne propagira. Tudi na nacionalni televiziji, v jutranjem programu, tam eni kuhajo, ki pojma nimajo o tem. In to se vidi, mladi nimajo vzora. Je pa glavni problem je pa to, da ni več velikih familij. Ne boš na podeželju videl več, tako da jaz se navdušujem, ko vidim tam, da imajo 3 otroke. Torej, smo v ciljni ravnini. Sporočilo, kakšna bo domača gostilna prihodnosti? Srečo na kratko. Malo manj časa odprta, kot je bila v preteklosti. Majčkeno bolj moderna, kot je bila pred 30 leti. Upam pa, da v cenovnih mejah normale. Bi pa mogoče sam še to rekel, kar je gospa izpostavila. Veliko moč bomo imeli z vami. Vi ste tisti, ki ustvarjate dosti javnega mnenja in če mi iskreno verjamemo v ta produkt, ga bomo skupaj spravili na piedestal Slovenije. Ampak samo skupaj. Mi ga sami nismo mogli. Z vami, z vašo pomočjo, z ministrstvom ga bomo pa lahko. Tako da, hvala vam vsem za... Lahko sem nekaj za konc. Kavčičeva od Tomaža mama, ta stara gospa, ta prava gostinka, še na stari lokaciji, pred Zemonom, je meni enkrat rekla, sem delala intervju z njo. Veš, Renata, Oštir ne toči samo vina in ne prinese samo hrano, ampak se posluša, ker je najprej psiholog. Jaz moram vedeti, kaj ta človek rabi kot prevrata. Patricija, kakšna bo domača gostilna prihodnosti, vaše mnenje? Tako kot je Srečko rekel... A boste ostali spovednice? Seveda. Jaz sem od jutra do sutra spovednica. Mislim, da res bomo mogli malo skrajševati delovne čase in jaz stremim po temu, da ne bomo zmanjševali zaposlenih, da bomo reči tako zmanjšali urnik poslovanja in da bomo 7 dni v tednu odprti. Kakšnega človeka vas je naredila gostilna? Še posebej za žensko je to težak posel. Ja, ne vem.
pravijo, da sem se dobro izoblikovala. Dobi človek trdo kožo, ne? Ob vseh ljudeh, ki jih spove čez leta. Ja. Ne. Mislim, da za žensko, če nima podpore, sploh pa, ko so otroci majhni, ni tako enostavno. Tako, ko je rekel gospod Bulc, če so družine in če imaš ti podporo vseh nonotov, vseh tet, je to. In mi smo tudi zdaj že 3 generacije, ne? In dobro funkcioniramo, ne? Tako, naši mami pravimo, da je hišni mol, ne? Ma je od jutra do večera, ne? Kadar jo rabimo priskoči. In tako, jaz sem si zarekla, da ne bom toliko, kakor je ona, ne? Ampak saj veste, zarečenega kruha se največ poje, ne? Srečo, še za vas vprašanje, kakšnega človeka vas je naredila gostilna? Bolj nervoznija, kot smo bili včasih. Ma ja. Nažalost, to posledično pride do tega, ampak ne, vse vredo, ampak trpi vse skupaj. Še zadnja replika in potem Jaz bi samo eno rad rekel, izginjajo tudi lepo slovensko ime gostilna. Tudi tiste lepe stare gostilne so zdaj pubi, so bistroji, lastniki ne vejo, kaj to sploh pomeni, ampak gostilna je tako nekaj lepega gostiti. Kaj je lepšega kot nekoga gostiti, nekaj mu dati, eno ugodje mu dati, tudi če na koncu treba plačati. Ne, to je zmagovalno. Dobre domače gostilne so vedno živele s krajem, z njegovo zgodovino in posebnostmi. Vedno so bile prostor družabnega dogajanja, od živahnih zabav, zbirališča vaških godcev in vseh vrst posebnežev pa do prostorov za poroke, pogrebe in veselice. Podeželske gostilne so naše narodno bogastvo. Ne zaradi preteklosti, bolj zaradi prihodnosti. V njih gresta z roko v roki tradicija in ustvarjalnost, spomin in radovednost, avtohtonost in razgledanost. Vsaka jed ima svoje narečje, vsem skupaj pa ne bi bila skupna gostoljubnost, domačnost in iskrenost. Ohranimo torej sakralne prostore domačih gostilen. Naj bo to pobožna želja, ki jo ob koncu tega turističnega foruma pošiljamo v svet. Hvala vsem za udeležbo, se vidimo prihodnji mesec. Hvala pa tudi Patriciji in Srečno.